Ta ukrep so nekatere evropske države sprejele na nacionalni ravni, poslužuje pa se ga tudi vse več slovenskih šol. Med prvimi sta bili belokranjski, osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj in Podzemelj. Prihajalo je do zlorab. Učenci so mobitele uporabljali za stvari, ki ne sodijo v šolo, od tega, da so gledali neprimerne vsebine, da so uporabljali med poukom. To je zmanjševalo tudi njihovo koncentracijo, pozornost za delo. Tudi kakšno izsiljevanje, ko so drug drugega posneli, pa so se potem na nek način izsiljevali. Tudi zvonili so telefoni med poukom, hodili so na stranišče igrati igrice, vse to smo zaznali, zdaj pa tega ni. Po 2 mesecih, odkar velja prepoved, ravnatelja že opažata spremembe. Ja, pri koncentraciji, pri vedenju, pri tem, da so miselno prisotni pri pouku, da so dejavni pri pouku, da jim misli ne begajo več na druge vsebine, ne? Želimo si pa, da imajo več interakcije med sabo. In zdaj v prvem mesecu pa pol ugotavljamo, da je bila pravilna odločitev, tudi starši so nas podprli, zaposleni tudi, in tisto, kar nam je najbolj všeč, je, da jih zunaj vidimo, da se pogovarjajo med sabo, da se družijo, ne pa gledajo vsak svoj ekran. Strani staršev so zaznali le nekaj pomislekov. Največja težava je bila v tem, kako jih bojo poklicali, če do česa pride. Vendar šola ima svoje telefone v tajništvu, učitelji imajo svoje telefone, če do česarkoli pride, vedno lahko dostopajo starši do otrok preko nas in tudi otroci do njih, tako da to je najmanjša skrb. Od staršev nismo imeli praktično, zanimivo, skoraj nobenih odzivov, razen na svetu staršev smo se tega minimalno dotaknili. Sem pa dal navodila preko spleta tudi staršem, da bi bilo dobro, da bi bili tudi v prostem času pozorni na vsebine, ki so dostopne otrokom, pa niso primerne za otroško glavo. Seveda pa je čas preživeti drug z drugim, stran od naprav, veliko bolj dragocen za otroke in starše.